Bilo je zelo lepo in doživeto. Tega ne bi zamudil za nič na svetu. Pa ne samo zato, ker sem plesal v Županju, ampak tudi sicer zato, ker sem videl toliko ljudi na enem mestu, veselih, zadovoljnih. Za trenutek vsi pozabimo tudi na razprtije, slabe občutke, zamere. V tem smislu prazniki niso nepomembni, nas združujejo, nas povezujejo. In to se mi zdi za skupnost, ki gleda z nekimi ambicijami v prihodnost kot Sveti Andraž, zelo pomembno. Čestitke prazniku. Od konca oktobra do sredine decembra Andraževčari dihamo skupaj. V čast praznovanja našega občinskega praznika. Praznovanje nas vsako leto še bolj zbliža. S sodelovanjem in enotnostjo postajamo močnejši in bolj složni. Tudi blizu 100 mladih v naši občini, ki tvorijo društvo mladih, kaže, da v slogi moč. Ob letošnji 15. obletnici so že drugič letos združili moči in dokazali, da so pripravljeni sodelovati in v kratkem času soorganizirati še tako veliko prireditev, kot je današnja. Za majhne podeželske občine je prisotnost in aktivacija mladih v kraju izjemnega pomena, posebno v časih, ko mlade vleče v velika mesta, tudi v tujino. Skozi predstavitveni film smo lahko videli, da ste mladi v naši občini nadpovprečno aktivni. Odprtih imate veliko možnosti, da lahko sledite svojim sanjam. Zato sanjajte veliko, ne razmišljajte preveč, ubogajte svoje srce, zaupajte vase in se odločite. Cilj vsake občine je, da bi mladi ostajali tukaj in videli to v občini, kar vidimo mi v njih. Vsak, ki ga pot zanese v naše konce, pritrdi, da jih ni čez dobre ljudi, redke naravne danosti, miru, ki ga doživiš od sprehodu po naših poteh in gozdovih. Prav gotovo pa ne bi bilo društvo tam, kjer je sedaj, če ne bi vodilnih položajev zasedali tako sposobni in prijetni fantje oziroma sedaj že nekateri možje. Zato smo jim dolžni ob tej priložnosti podeliti majhno pozornost. Zahvalo za njihovo uspešnost in požrtvovalnost. Na oder tako vabim vse 4 bivše predsednike, Uroša Cigula, Boruta Berlaka, Kristjana Majerja in Tomaža Toša, da jim podelim zahvale. Spoštovane in spoštovani, prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Sprejmite, prosim, najprej moje iskrene čestitke. Smo se iz zgodovine dovolj naučili, da v odločilnih časih naše perspektive, naše prihodnosti, med nami ne bo razkola, ampak bo enotnost. Zato pa je seveda potrebno sodelovati. Sodelovati na lokalni ravni, sodelovati na državni ravni. Gospa županja, vam sem posebej hvaležen, ne samo, da ste me danes povabili medse, da sem del vaše radosti in z upravičenimi razlogi ste zadovoljni s pričo vaših rezultatov, ampak sem vam seveda tudi hvaležen, ker ste omenili mojo naklonjenost razvoju lokalne skupnosti. Brez dvoma lahko rečem, da so občine, zlasti majhne in podeželske občine, nezamenljivo, neprecenljivo prispevale k temu, da Slovenija leta 2016, 25 let po začetku naše državnosti, ni samo enako lepa, kot je bila, ampak je tudi bistveno bolj urejena. Bistveno bolj urejena in razlog, da mladi ljudje ostajajo na podeželju, si postavljajo svoje gospodarstva in so v enaki meri inovativni kot njihovi vrstniki v mestih. Da bi lahko občanke in občani videli tako v razvoju Svetega Andraža, kot tudi v razvoju naše skupnosti prihodnost, ki se je bodo veselili in ki se je ne bodo bali, da bodo tako zlasti čutili mladi ljudje in da bodo tukaj ostali in da bodo ohranjali našo identiteto, vam izročam to
priznanje, simbol slovenstva, našo zastavo, za željo, da pri takih aktivnostih tudi v prihodnje ne oklevate, željo, da bi vi, vaši občanke in občani, praznovali tudi naslednje rojstne dneve enako veselo in z radostjo. Čestitke. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite, da tudi v imenu občine Sveti Andraž tudi vam izročimo eno skromno darilo, in sicer naš izvezen grb, ki so ga izvezle naše društvo Gospodin. Na oder vabim Nušo Čeh in Blaža Čeha, učenca osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci, ki sta v preteklem šolskem letu nadpovprečno zaključila osnovno šolanje, ter Evo Fekonja, ki je srednjo šolo za gostinstvo in turizem zaključila kot zlata maturantka in je v skladu s pravilnikom občine prejela tudi denarno nagrado. Priznanje županje se zaradi dosedanjih športnih dosežkov podeli Tadeju Kostanjevcu. Priznanje županje prejme Kulturno-umetniško društvo Vitomarci ob 125. obletnici svojega obstoja. Priznanje županje prejme Društvo mladih Vitomarci ob 15. obletnici svojega delovanja. Boru Rehaku Friš se podeli plaketa občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah za izredne športne dosežke. Plaketo občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah posthumno prejme Andreja Čuček. Prosim, da se nam na odru pridruži hči Hana in mama Milena, ki bosta prevzeli priznanje. Sedaj vabim, da se nam na odru pridruži tudi predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, in skupaj z županjo in predsednikom Komisije za priznanja čestita prejemnikom. Nagrade in priznanja smo podelili. Vsem prejemnikom še enkrat iskrene čestitke. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Zahvaljujem se za največje priznanje današnjega dneva plaketo. Jaz bom pa tudi še dalje tekmoval in dosegal velike rezultate, tako kot zdaj. Zelo sem vesel županjenega priznanja in upam, da bom v prihodnjih letih še dosegel veliko vrhunskih rezultatov. Veseli me, da se je danes zbralo veliko število ljudi tukaj in verjamem, da se bomo veselili še vse tja do jutra, kajti občinski praznik je samo enkrat na leto in takrat ljudje se res družijo. Mi smo se družili vse od konca oktobra, prireditev je bilo ogromno. Jaz sem zelo vesela, da je ta občinski praznik izpadel tako, kot je. Zahvaljujem se prav vsem društvom, ki so sodelovali, vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je ta občinski praznik dobil to noto, ki jo je. Društvo mladih Vitomarci smo zelo počaščeni, da nas je ob naši 15. obletnici obiskal tudi sam gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Občina Andraž ima, kot smo videli, čudovite mlade ljudi, ki imajo izredno visoke ambiciozne cilje, tako v športu, gospodarstvu in kulturi. In to je, lahko rečemo, neka vaš največji kapital v tem trenutku, spoštovani občani in občanke. Na tem morate graditi, združevati, dati možnost, da se dokazuje, tako kot ste se vi ali pa mi ali pa še starejša generacija pred desetletji. Pogledamo, že Darwin je rekel, da najmočnejši, najlepši, najpametnejši običajno ne preživijo. Preživijo pa tisti, ki se najbolje prilagodijo. In mislim, da je občina Sveti Andraž ravno ena primer dobre prakse, ko se znajo prilagoditi in seveda najdejo pravo pot. Tudi v občini Ptuj smo seveda izredno zadovoljni, da imamo takšno občino v skupni občinski upravi, s kateri dobro sodelujemo in tako kot vedno rečem, vsaka občina za sebe je premala, vsi skupaj pa smo dovolj močni, da lahko nekaj dosežemo in dosežemo več, kot bi dosegli vsak posameznik. Tako da še enkrat vsem občankam in občanom občine Sveti Andraž iskrene čestitke. Danas mi je bilo izuzetno lijepo u vašem kraju, kao i uvijek. Želim svako dobro vašoj općini, vašoj županiji i svim dobrim ljudima koji ovdje žive. Mladi,
ki tudi letos praznujete 15. obletnico svojega delovanja, ste pokazali, da znate marsikaj seveda povleči za seboj in jaz mislim, da je prihodnost v mladih, prihodnost v teh naših malih občinah in želim naši sosednji občini Sveti Andraž vse dobro tudi naprej in pa seveda, da ohranimo še tako dobre medsosedske odnose kot do sedaj. Me danes veseli, da smo po 15 letih tukaj in se lahko veselimo rezultatov, ki jih je to društvo in predvsem mladi, ki so stopili skupaj na tem področju, izkazali v tem delu Slovenskih Goric in samo tako naprej. Čestitam vsem mladim za dobro organizacijo. Veseli nas, da so se občani odzvali v tako lepem številu. Tisti, ki delajo stvari pravilno, so poslovneži. Tisti, ki pa delajo prave stvari, so pa vodje. In občini Sveti Andraž, vodstvo in pa občankam, občanom bi želel, da bi tudi v bodoče delali prave stvari.